deli. Jezdimo, sijemo in držimo skupaj, karkoli se zgodi. Ja, vsi smo skupaj v avanturah. Jezdimo nekam, kjer blestimo vsi. Gremo na grivje! Požar! Hitro vstanite! V današnji epizodi na taborjenju postane vroče, ko ekipo preseneti divji gozdni požar. Jezero jih lahko reši, ampak Zoja in Klara ne znata plavati. Gori, gori. Kakšno razdejanje! Koliko škode lahko naredijo ljudje v eni sami noči? Ampak naši ljudje so si pozabil. Ne bodi tako strog. Nesreča se zgodi. Ampak, ko so odgovorni ljudje tudi previdni, ni niti približno toliko nesreč. Od kdaj pa ti veš karkoli o odgovornosti? Tvoja edina odgovornost je, da spiš, ješ in se pustiš čehljati. Nehaj. Pomembno je, da so se vsi naši ljudje vrnili živi in zdravi. Ti je jasno? Ti je? Menda pa res. Tokrat se strinjam s tabo. Hvala. Bevsk, res imaš srečo, da nisi šel z njimi, čeprav si hotel? Škoda, da nisem, ker bi jim lahko pomagal. Spomnim se jutra, ko so odšli. Ste vsi spakirani in pripravljeni? Ja, seveda. Res ne vem, zakaj ne morem z njimi na pot. Potrebujejo me. Kako naj pazim na konje, ko pa so tako daleč stran? Otroci so že dovolj stari, da znajo poskrbeti za konje. Poleg tega pa je tisti tabor zelo, zelo daleč. Daleč naokrog ne najdeš vedra brozge? Upam, da se bojo malo izgubili. Mogoče bomo potem na ranču imeli malo miru. Meni pa je bolj všeč, če smo vsi skupaj. Mislim, da bo Bina ostal tu, Bevsk. Lepo, Alma, dobro bo držalo. Hvala, Vid. 10 točk za slog, Moni, ampak nisem prepričan, da boš s tem prišla kam daleč. O, Vid, Ja? nisi zabaven. Kaj pa imamo tukaj? Zaloge za 2 dneva, kot si naročil, Vid. Dobro sva pripravljeni. Zdi se mi, da sta predobro pripravljeni. Se ne mislite resno, kam bosta priključili fen? Punca mora biti vedno lepa. Ne moreš vzeti zraven podaljška. Malo drugače bomo zastavili. Wow! Hej, potrebujeva te reči. Žal mi je, ampak kaj, ko bi raje vzeli opremo za taborjenje? Kaj? Koliko loncev in posode pa rabimo? Klara, Zoja, vsak ima svojo zadolžitev, s katero pomaga celi skupini. Če bojo težave, moramo biti pripravljeni na vse. Naprimer, nujno moramo imeti prvo pomoč. Še posebej, če je v njem mobilni telefon. Programiranje za klice za nujne primere. Programirane številke? Kakšen dolg čas? Kaj pa lahko gre narobe na kratkem taborjenju? Ne razumem. Vsi ostali so zelo dobro pripravljeni. Zakaj bi morali biti še mi dve? Nekdo mora ostati in paziti na ranč, Bine. Sej bomo še kdaj taborili, Bine. No ja, mogoče jih bo pa prav dež. Prihajamo do livade. Zdaj lahko malo popustimo vajeti. Končno! Ježa na Ukrebar je res naporna. O, Vid, čudovito je tukaj. Res je. Vredno je dolge ježe do sem. Koliko še imamo do tabora? Meni se vse blatne planjave zdijo popolnoma enake. Zadnji, ki prečka livado, pomiva posodo. Greva, Brina! Dajva! Čakajte no malo. Zakaj pa ne? Dajva, Cimet, pokaživa jim, kako se dirja. Lepo je galopirati, kaj ne? Ja, še posebej, če sem jaz v vodstvu. Poglej, kako dirja Sara. Hej! Adijo, moje vodstvo.
Vidno je skuša dohiteti, Senta. Dajva, punca, otresiva se ga. Odlično, Sara! Zakaj sem rekla, da zadnji pomiva posodo? To ni bil pravi preizkus za konje, pa tudi za jahače ne. Saj vem, šteje samo takrat, ko te gledajo sodniki. Perla, zmeraj teče bolje pred gledalci. Bravo, Senta. Tabor je takoj za tistim grebenom. Pojdimo zvoniti taborni ogenj in pripraviti slastne penice. Spravite torbe in sedla s konj in jih dobro otrite. Alma, začni postavljati šotore. Razumem, kapitan Vid. Moni, razpakiraj hrano in posodo. Ne pozabi prevreti vode, s katero bomo kuhali in jo pili. Že grem, Vid. Sara, v smeri proti livadi so suhe veje. Videla sem jih. Lepe so. Zelo smešno. Zdaj pa delat. Po tem taborjenju bova morali na dopust v toplice. Takoj za hribom je jezero. Treba je napolniti posode za vodo. Mislila sem, da smo prišli počivat. Ja, pa tak dopust. Prav. Brez vode ne bo večerje. Katera od vaju bo povedala ostalim? V redu, no. Očitno sva vodni služkinji. Na taborjenju smo vsi odvisni drug od drugega. Vsak mora nekaj prispevati. Rekla bi, da je nošenje 4 posod polnih vode več kot le najin del. Ja, ni govora, da bom vladala. Toliko vode v hrib. Tako je že bolje. Naj poskusim še jaz. Prav imaš, Zoja. Zdaj je res bolje. Poslušaj, kako se pritožujejo. Kdo bi si mislil, da smo mi prijahali na njih? Daj no, Cimet, otroci so še. Tudi tebi je bilo vse težko, ko si bil še žrebe. Po mojem, Cimet nikoli ni bil žrebe. Star se je že rodil. In potem spet slišita praskanje takoj za sopotnikovimi vrati. Betka zaklene vrata od znotraj in začne vpiti: peli, peli, peli! Ampak ko Brane obrne ključ, motor kašlja in kašlja, vendar nikakor noče vžgati. Praskanje je vse glasnejše, nato se začne premikati kljuka, avto pa še zmeraj ne vžge. In potem se zasliši glasen bum! Nekaj pade na streho. Pardon. Motor končno vžge in zdrvita stran. Divjata skozi temo, dokler ne prideta do Betkine hiše. Doma sta, na varnem, ampak ko Betka odpre vrata od avta, zasliši praskanje krempljev po kovini. Krvoločne živali v hipu planejo nanjo, Betka zavpije: Potem pa par veveric pograbi njeno vrečko pokovke in jo odkuri v noč. Krasno, kako bomo pa zdaj zaspali? Ne, povej nam še eno. Ne, ta je prava klasika. Druge niso tako dobre. Sploh je pa že skrajni čas, da gremo končno spat. Lahko noč. Tamle v svojem šotoru bom. Tu ni več dovolj vode, da bi pogasili ogenj. Ampak gotovo je v drugih dveh. Drugih dveh posodah, ja. Saj res, v drugih dveh. Sem rekla, da bi morali napolniti vse. Ne pa nisi. Kaj pa naj narediva zdaj? No, v temi že ne grem nazaj do jezera. Zasuj ga še z malo zemlje. To bo dovolj, ne? Kdo bo pa vedel? Ko bomo vstali, taborni ogenj že davno ne bo več gorel.
nas niso odvezali. Cimet! Požar! Hitro vstanite! Vid, kaj pa je? Pomagaj mi odvezati konje! Kaj se je zgodilo? Res ne vem, ampak vsi skupaj moramo čim prej k jezeru. Požar! Hitro vstanite! Že grem. Gremo! Hitro, teci! Po nekaj se moram vrniti. Ustavite se, ustavite! Naši ljudje so zaostali. Hej, stojte! Kje je Vid? Vid, pohiti! Tukaj si vid, še sreča. Zakaj si se vrnil po svoje stvari? Lahko bi se ti kaj zgodilo. Nisem se približeval ognju, ampak moral sem nazaj, ker bomo rabili tole. Vesel sem, da ga nismo pustili na grivjem. Ja, še dobro, da sva ga vzeli. Zdaj pa zberimo konje. Kaj? Hej, kaj pa je? Upam, da je res nujno. Se ti sploh sanja, koliko je ura? Ja, Vid, razumem. Sporočil bom. Glej, da bodo vsi na varnem. Saj bo še vse dobro, punce. Zdaj smo vsi tukaj. Kaj pa zdaj? Požar se širi. Vsi hitro na svoje konje in za mano. Kako pa se smo presedali? Bomo pa brez njih. Na ranču smo že tako jahali. Brez sedla je tako zabavno. Kaj praviš, Čili? No, pa poskusiva, Perla. Naj ti pomagam, Moni. Kaj pa ti, Alma? Z Brino sva naštudirali čisto nov trik. Super! Dobro, vsi za mano. Kako trese! Ogenj nam je presekal pot. Kaj pa zdaj? Ostati moramo blizu jezera. Je presekal vse poti. Kaj bomo pa zdaj naredili? Gremo v jezero, to je edina možnost. Ja, najlepše je plavati v pižami. Je rekla, da bomo plavali? Ne bi poskusili kaj drugega? Saj smo že vse poskusili. Dajmo, hitro nam zmanjkuje časa. Ni govora. Klara, Zoja, kaj pa je narobe? Ne znava plavati. Ne znata plavati? Ali nimata pred svojo orjaško vilo olimpijskega bazena? Ej, klor ti suši kožo. Razčistimo nekaj. Prilezli ste do srednje šole, ne da bi znali plavati? Zdaj ni časa za razprave. Požar se nevarno približuje. Ena se me lahko prime. Zelo dobro plavam. Nikakor. Jezero je preširoko. Še dobrega plavalca bi dodatna teža potegnila dol. Saj nisem tako težka. Naj pomislim. Kalipso! Kaj je narobe s temi ljudmi? Ne vedo, da je treba zbežati pred ognjem?
Klara, Zoja, spravita se na svoje konje. Gremo, vidve. Držite se, saj nam bo uspelo. Pridi, Senta. Punce, zgrabite jih za grive in se dobro držite. Tako, ja, kot bi mi ne bomo prišli čez. Pridi, Čili, pridi, Perla. Zoja in Klara, obljubim, da bo vse v redu. Ne bom zmogla. Ja, pa bom zmogla. Ja! Vid, kaj pa če zdrsnem dol? Vid, strah me je. Dobro se drži, pa bo vse v redu. Počasi, fant. Drživa se Klare in Zoje, da jima lahko pomagava. Je z vsemi vse v redu? Tam je Vid. Klara in Zoja sta v redu. Slišim, kako cvilita. Čili, plavaj malo hitreje. Naj boš tudi tebe zebe. Jutri me je čakal paket, ker so mi iz Smart Leds poslali lučke. Pri meni je bila lih frendica in sicer mi ni pomagala obest lučk, ampak itak se ful lahko namontirajo na steno, tako da to ni problema. Lučke se odzivajo tudi na zvok, tako da vidi so čist vajbale, tako da če hočete take lučke tudi vi, si jih lahko naročite, pa za 20% popust uporabite kodo Tinkara 20. Končno tla! Wow! Oh! Pridna, Senta. Nisem vedela, da tako dobro plavaš. Hej! Pazi, Kalipso! Že tako sem čisto mokra. Hvala za ježo, punca. Zdaj pa čakamo, kaj ne vid? Ja, tu smo na varnem. Kdo bi si mislil, da lahko tako mrzlo poleti? Kdo bi si mislil, da bom tako vesela gasilcev? No, kdo bo pa povedal, kdo je bil zadolžen za gašenje našega ognja? Pravzaprav me zdaj le bolj skrbi za nekoga drugega. Misliš, da si ti kriv za požar, a ne? Kdo pa? Vsak od nas je dobil svojo zadolžitev. Saj nisi ti kriv, da Klara in Zoja nista opravili svoje? Ampak jaz sem vodil taborjenje. Jaz sem odgovoren za vse po vrsti. In zelo si se izkazal. Je pač bil slab večer. Sam bi se lahko slabo godilo, tudi konjem. Izgubili smo samo šotore in sedla. Hudo je, da je izgorelo nekaj arov gozda, ampak ti si nas spravil na varno. Vidiš? Upam, da bosta tako mislila tudi teta in stric. Tvoj človek se je res izkazal, ko je postalo napeto. Sploh ni tako slab za človeka. Včasih bi lahko imeli več zdrave konjske pameti. Ja, če bi jo imeli, bi bil ta večer lepši. Je bila pač nesreča. Ljudje delajo napake in znajo biti pogumni in pomagati drug drugemu, ko je treba. Ves čas nisem vedel, če se je komu kaj zgodilo. In vsaj 100-krat sem vas klical nazaj. Telefon očitno ne dela pod vodo. A bi kdo pohvalil konje, ker so rešili ljudi? Verjetno ne. Upam, da bomo dobili svež oves in dolgo krtačenje, ko se končno vrnemo domov. Živjo, Senta. Zdaj pa pojdimo domov. Če ne bi bilo vas, nam ne bi uspelo. Ja, tako se dela, Kalipso. Zelo dobro, Brina. Tekmujmo nazaj. Čakaj no malo. Mogoče pa rajši ne bi, da ne zdrsnemo iz njih. Sem ti rekla, da nekaj kapljic vode ne bo pogasilo ognja. Pa mi nisi. Pa sem. Bine, ne vem, kaj mislita tvoja starša, ampak ni opravičila za... Vse boste razumela, veste, da se včasih kaj zalomi. Zoja, pa sej ti mama kar naprej pridiga o odgovornosti. Meni? Ti naj kar naprej spravljaš v kašo, Klara. Ti si velika sestra, starejša si. Vse bi morala vedeti. Kar naprej se hvališ s tem. Verjemi, moja starša bosta razumela.
Poleg tega bosta Klarina in Zojina starša dobila orjaški račun gozdarske službe za gašenje požara. Da ne omenjam računa zgrivjega za izgubljeno opremo. Dobro, da si lahko privoščita. Mislila sem, da je hudo, ko smo zanesli blato v hišo. Ampak tole je pa naravnost grozno. Ljudje so lahko krasni, ko pa so neprevidni, lahko povzročijo veliko škode. Ko ga mi kaj polomimo, ljudje kričijo na nas in nas podijo. Kaj pa jim preostane? Mi ne znamo pospravljati. Zanje je precej lažje. Imajo roke. Lahko uporabljajo tudi orodje. In zato morajo včasih tudi popraviti, kar so pokvarili. Koliko teh dreves morava posaditi? Očitno morava saditi, dokler ne nadomestiva vseh, ki so zgorela. Celo večnost bova tu. Vse to samo zato, ker se nama ni ljubilo nositi vode. Kaj pa, če bi... O, ne že spet. Koplji in bodi tiho, sestra.